Ta teden je teden gozdov, praznujejo listavci, iglavci, podrastje in morda celo gozdni škrati. Pa tudi mi. V korona času smo se namreč v gozdove, ti preraščajo skoraj 60% Slovenije, odpravili večkrat kot sicer, kar je gotovo dobro vplivalo na nas, ljudi, a s svojim vedenjem tam nismo vedno koristili naravi. Več ljudi navadno pomeni tudi več odvrženih smeti in mnogi se z motornimi vozili tudi vozijo zunaj urejenih poti. Tega pa gotovo gozdni škratje ne odobravajo. Zato smo se skupaj z učenci druge osnovne šole Celje odpravili v tamkajšnji mestni gozd in se pozanimali, kakšen je gozdni bonton. Ko smo mogli biti doma, sem bil malo več v gozdu, ker sem tudi hodil teč s prijatelji sem. Mi, ko smo bili doma, smo pa šli tudi v gozd se igrati pa hoditi. Ko smo bili kdaj tečni, pa nam je mamica rekla, da ne bomo več bili tečni. No, jaz sem šla veliko z družino v gozd, pa smo šli se malo sprehajati pa opazovati, kaj vse je v gozdu. Videla smo ptiče, pa smo videla tudi gnezdo ptičev, močera, ki je plaval. Pa videla smo en repek od zajčka. V gozdu živijo ptice, srne, drevesa. Pa veliko različnih rastlin. V Sloveniji seveda lahko gremo v vsak gozd. Obstaja pa seveda tudi izjeme. To so naši slovenski pragozdovi. Vsekakor pa ne smemo delati v gozdu vse, kar si želimo. Zato obstaja gozdni ponton. V gozdu ne smeš kar naokrog voziti vozil, ki so prepovedana v gozdu. Ne smeš prižigati ognja, ker ga lahko prižigaš sam na kuriščih. Ne smemo metati smeti kar po tleh, rabimo jih odnesti domov. Če vidimo kakšno smet, boljše, da je ne brcnemo stran, ampak da jo poberemo pa vržemo v smeti ali pa kako vrečko pa pol damo v smeti. Meni je tudi lepo v gozdu, ker lahko v gozdu tečem, pa lahko iščem različne bližnjice po poteh. Ampak vse ne čez travo, tam ko je pot, pol poiščem različne bližnjice. Ne smemo biti glasni, ker živali odganjamo, pa jih je potem strah, pa grejo drugam. Ne smeš raniti dreves. Če v gozdu vidimo kakšne lepe rože, smreke, ne vem, za Božič, ne smemo vzeti oziroma utrgati, ker lahko uničimo nek proces razmnoževanja. Sem rada v gozdu, ker imam rada naravo. In ker je zabavno.